Dobar dan in dobrodošli na današnji delavnici. Z nami je Mojca Kampič iz Laura Novi, iz Ljubljane, ki nam bo predstavila program Erasmus Plus, njegove novosti, sicer s poudarkom na mladih. Ja, priložnosti, ki program ponujajo. Jaz bi kar pripustila besedo neč, sami imamo. Hvala za povabilo. Zelo se trudimo, da nimamo vedno postavitev zgolj v Ljubljani, tako da jaz se veseljem odzovemo tudi na kakšna povabila, ki lahko damo kot drugod. Sploh tlele v obalnem koncu opažamo, da imamo precej malo prijaviteljev, tako da vabljeni, če vas bo karkoli zanimalo. Lahko tudi potem individualno pomagam, če boste imeli kakšno vprašanje, da bi hoteli razviti svoj lasten projekt. Ste res tako vabljeni, da razvijate projektno idejo. Lahko me tudi kadarkoli pokličete, jaz sem na Zavodu Novi, to je v bistvu nacionalna agencija programa Erasmus Plus, zadolžena za informiranje in svetovanje. Tako da v bistvu pomagamo vsem prijaviteljem pred prijavnimi roki, da imate več informacij, da lahko uspešno prijavite projekt, potem da se odločite, da imate že zrelo idejo v glavi. To je to. Zakaj se gre? Erasmus Plus, marsikdaj je zdaj malo zmeda, ker Erasmus izmenjave vsi povezujejo s študentskimi izmenjavami. Ampak tisti morda, ki ste nekoč poznali program Mladi v akciji, to je v bistvu star 7-letni program za mlade, na področju mladinskega sektorja in se je pač leta 2013 zaključil. No, v bistvu Erasmus Plus je zdaj nekako inkorporiral medalni program Mladi v akciji in ga združil skupaj z ostalimi 6 področji v eno tako res masivno gmoto različnih programov. In na ta način tudi Evropska komisija se odločila, da pač smiselno, da se pač vsi programi, ki jih Evropska komisija financira na področju izobraževanja, usposabljanja mladine in športa, združi pod nek skupen naziv Erasmus Plus. Torej, ja, in s tem nadaljuje 25-letno tradicijo programov Evropske unije na področju izobraževanja, usposabljanja mladine in športa. To je to. Jaz bom danes govorila o programu Erasmus Plus Mladi v akciji. To je ena veja, kot sem preomenila, Erasmus Plus programu, ki je namenjena predvsem mladim in ne nujno mladim, ki so vključeni v šolski sistem, ampak mladim, ki želijo razvijati neke aktivnosti zunaj formalnega šolskega sistema v svojem prostem času in s tem seveda v nekem območju, kjer poteka neko neformalno učenje, tem bomo še kasneje, dejansko pridobijo tudi neke ključne kompetence, se učijo nekih temeljnih znanj, ki jim potem kasneje pomagajo v življenju, nazadnje tudi potem pri vstopu na trg dela. Mogoče skoraj na hitro, kakšen je bil kontekst nastanka programa Erasmus Plus, če že govorimo zdaj o tem programu naslednjo uro. Kot sem rekla, komisija se odloči vse te programe združiti pod isto blagovno znamko. Potem pa je uresničevala strategijo Evropa 2020. V bistvu, mogoče ste že slišali, to je v bistvu strategija, ki si je zadala cilj, da Evropa oziroma Evropska unija postane najbolj pametno, izobraženo, trajnostno in vključujoče gospodarstvo na svetu. Usmerjeno je na mlade, torej programi ponujajo priložnosti za mlade, predvsem v smislu kreditve njihovih kompetenc, pa seveda lažjega prehajanja na trg dela. Sam program pa je nastajal v kontekstu ekonomske krize, tako da se v bistvu soočal z izzivi, ki so potem tudi vplivali vsebinsko na izgradnjo samih programov. Prvi in verjetno najbolj pereč trenuten izziv v evropskem gospodarstvu je nezaposlenost mladih.
S tem je tudi povezana želja, da ne bi mladi razvijali nek socialni kapital, da bi se bolj osamosvojili, da bi bolj samozavestni, bolj sposobni, da se vključijo v družbo in participirajo pri njihovi lastni prihodnosti. Hkrati tudi program namenjen, da nekako povezuje različna področja vseživljenjskega učenja, torej zato tudi združen program, ki je včasih ki zasleduje nekdaj ločena področja razvoja, torej usposabljanje, formalni šolski sistem, področje mladinskega dela in področje športa. Zdaj se res želi nekako povezovanja različnih sfer s ciljem doseči večje učinke. Pa je tudi pomemben segment in cilj profesionalizacije mladinskega dela, torej da bi se na nek način tudi mladi oziroma mladinski delavci, ki delate z mladimi, polnomočili, dobili boljše kompetence, da se dejansko bolj prilagodite mladim in jih tudi mogoče bolj strukturirano peljete skozi projekte, da se več naučijo itd. Hkrati pa je tudi zdaj novi segment šport, s katerim si komisija želi, da nekako preko njega nekako zmanjšuje socialne in ekonomske učinke neenakosti mladih. Doskrat smo imeli, da je pač celotna struktura programa zelo kompleksna, celotna, tudi ogromno denarja je investirano v vseh teh 7 različnih programa, vseh teh 7 nekdaj ločenih programov. Za 7-letno obdobje komisija je predvidela 14,7 milijard evrov. Ampak, kot sem rekla, Davor Movic je pristojen zgolj za področje mladine, tako da tukaj bomo danes predstavljali predvsem projekte, ki se dotikajo mladinskega dela, mladinske politike, torej znotraj ključnega ukrepa 1, ker gre za učno mobilnost skupin in posameznikov, bomo predstavili mobilnost mladih in mladinskih delavcev. Potem na hitro se bomo dotaknili tudi ključnega ukrepa 2, ker je bolj nekak strateško zastavljen ukrep, bolj dolgoročno usmerjen v prihodnost, v medsektorsko sodelovanje, s ciljem zagotavljati neke temeljne inovacije in širjenje dobrih praks. Tu bomo na hitro zgolj omenili strateška partnerstva, znotraj tega mogoče bolj podrobno mladinske nacionalne pobude, tistih, ki ste bili seznanjeni stari program Mladi v akciji, mogoče poznate. No pa še tretji ukrep, reforma politik, ker se dejansko prizadeva, da so mladi aktivno vključeni v oblikovanje svoje lastne prihodnosti, da s ključnimi odločevalci, župani, ministri, preko strukturiranega dialoga nekako sokreirajo svojo lastno prihodnost, s tem, da jim dejansko predstavijo potrebe, kaj jim manjka in podajajo konkretne predloge, elementi, kaj bi si želeli v prihodnosti doseči. In potem mogoče, včasih se tudi kakšen nov ukrep na ravni ministrstev kot podlaga oziroma kot rezultat teh projektov izvede. Tako da ja, to zgolj na hitro, o čem se bomo govorili, ampak največ časa bomo namenili učni mobilnosti mladih in posameznikov, to so tudi pismo najbolj enostavni projekti za verjavati. Vedno govorimo, da pač Erasmus Plus program Evropske unije, ampak ni pa samo usmerjen na meje Evropske unije. Vedno se trudimo, oziroma program si prizadeva, da se vključujejo tudi druge države. Govorimo o programskih državah in partnerskih državah. In znotraj programskih držav lahko znotraj projektov sodelujete pač katerokoli državo Evropske unije. Poleg tega tudi z Makedonijo, Islandijo, Liechtensteinom, Norveško, Turčijo. Upajmo, da tudi Švico, čeprav v letošnjem letu je Švica še ne podpisnica pristopne pogodbe za program, tako da mogoče tudi za naslednje leto Švico raje mogoče dati v drugi plan, če mislite z njo partnersko sodelovati. Lahko pa sodeluje tudi s partnerskimi državami, torej ne EU državami, Vzhodnega Balkana, Vzhodne Evrope in Kaukaza.
tudi z mediteranskimi državami, Rusko federacijo. Obstajajo tudi projekti, ki si prizadevajo vzpostavljati vezi z ostalimi partnerskimi državami na področju mladine, ampak morate potem to vrstne projekte prijavljati v Bruselj. Z vsemi ostalimi državami, ki lahko sodelujete, jih prijavljate k nam v Sloveniji. Struktura programa, mogoče sem na drug način povedano enako, ker sem že prej nehitro predstavila. Obstajajo 3 ključni ukrepi. Ta rdeča polja so v bistvu možnosti, ki jih lahko prijavljate k nam na Movit Ljubljana. Najbolj popularni so mobilnostni projekti, tu je tudi največ denarja, recimo na letni ravni. Bomo letos dodelili 2 milijona evrov. Torej za projekte mladinskih izmenjav, projekt Evropske prostovoljne službe, pa v bistvu projektu usposabljanja in mreženja mladinskih delavcev. Približno 450 000 na letni ravni namenimo strateškim partnerstvom. Tukaj pač sem že prej omenila, da bomo predvsem govorili o transnacionalnih mladinskih pobudah. Drugače pa ja, strateška partnerstva so lahko tudi bistveno večji, obsežnejši, dolgotrajnejši projekti, ki si prizadevajo doseči neke strukturne izboljšave na področju mladinskega dela. Bistveno manjša akcija je tudi reforma politik, torej znotraj ključnega ukrepa 3, ker v bistvu gre za dialog na področju različnih politik, ki mladi podajo svoje predloge ključnim odločevalcem. Na letni ravni je bilo letos na voljo za te projekte 85 000 €. Zgolj, da imate predstavo, kakšna so razmerja, pa kje se možnosti razvoja. Dosti sem govorila o tem, kaj sploh namen teh programov. Mimo tega ne morete, tudi ko boste svoje projekte začeli nekako oblikovati, se morate v bistvu zavedati, da morate nekako vsebine usmeriti v izgradnjo nekih ključnih kompetenc mladih. Komisija se zaveda, da je zelo velik problem današnje mladine nezaposlenost in dejstvo, da v bistvu formalna izobrazba ni dovolj. Da je zelo pomembno, da imajo mladi še neka dodatna znanja, da se znajdejo na kakšnih drugih področjih. In glih tlele je področje neformalnega učenja, torej neformalno učenje, ki ga lahko zasledujete tekom projektov Erasmus Plus Mladi v akciji. In ravno s tem dodatnim učenjem lahko mladi pridobivajo neke ključne kompetence in sposobnosti in kasneje pomagajo v življenju in pri njihovi poklicni poti. Poleg tega pa si v bistvu Evropska komisija prizadeva, da bi v bistvu mladi na ta način postali malo bolj družbeno odgovorni, da bi dejansko bolj aktivno participirali v družbi, bili aktivnejši državljani, bili vključeni v nek medkulturni dialog, hkrati pa tudi zelo prizadevamo, da bi nekako probali čim več mladih z manj priložnosti vključiti v te projekte in da bi na ta način tudi nekako zmanjševali razlike v družbi. Prvi cilj je pa seveda, da se nekako premosti vrzel med trgom, šolskim sistemom, med področjem mladine in potem kasneje trgom dela. Torej, da je ta prestop čim uspešnejši, čim manj stresen za mlade. Drugi cilj, ki ga tudi zasledujemo, sploh, če boste recimo prijavili projekte mobilnosti mladinskih delavcev, torej razne usposabljanje seminarje, recimo za vas, ki bi delali z mladimi. Ta cilj zasleduje kreditne izboljšave v mladinskem delu. Tu si predvsem želimo nekega okrepljenega sodelovanja med različnimi evropskimi organizacijami na področju mladine. Torej, da skajete neko dobro partnerstvo med vašo organizacijo in eno drugo organizacijo, neki drugi državi, ki se ukvarjajo z mladimi kot vi, in na ta način izmenjujete primere dobrih praks, usvajate neka nova znanja, metode dela z mladimi. Tretji ukrep, ki se v bistvu najbolj nanaša na ukrep 3,
podpora nekih političnih reform, da bi dejansko se tudi mladi bolj vključevali v soodločenje glede njihove lastne prihodnosti in da bi imeli bolj tudi aktivni državljani, da bi dejansko predlagali ukrepe, ki jim bi mogoče koristili v smislu policy makinga. To je to. Pa je pa še en skupen cilj, ki je v bistvu tak nek horizontalen cilj, ki zasleduje vse projekte Erasmus+, to pa nekako krepitev mednarodne dimenzije mladinskih dejavnosti na splošno. Na splošno, kot sem že prej rekla, sami programi so se pojavili pred 25 leti. Takrat so videli, da v bistvu Evropska unija je pomenila zgolj neko pomnogovanje, oziroma je bila ustvarjena kot nek okvir, znotraj katerega so lažje izmenjevali blago in storitve. V bistvu mladi, pa tudi starejši, se pa dejansko niso čutili kot Evropejci. Dejansko so te programe osnovali tudi zato, da bi dejansko se skupine mladih iz zelo različnih evropskih okolij srečale in izmenjevale svoje izkušnje in se mogoče čutile nekako bolj povezano, ne, da bi dobili ta občutek, kaj pomeni biti Evropejec, pa da bi nekako kovali neke take tudi osebne vezi znotraj tega enotnega evropskega prostora. Tako da tudi zadnji cilj je zelo pomemben, ko boste pisali oziroma stovali vaše projekte. Kot sem rekla, največ sredstva, tudi največ priložnosti, da imate dejansko uspešen projekt, imate znotraj ključnega ukrepa 1, kjer gre za učno mobilnost posameznikov. Tukaj bom na hitro predstavila projekte mladinskih izmenjav, Evropske prostovoljne službe pa projekte usposabljanja oziroma mobilnosti mladinskih delavcev. Spet, cilji so zelo podobni, mogoče zgolj malo bolj specifično fokusirani. Zelo pomembno je, da zasledujete neke učno naravnane cilje, ne? Da imate v smislu v glavi dejansko nek cilj, da morajo mladi pridobiti neka nova znanja za osebni razvoj in neko zaposljivost na evropskem trgu dela. Tudi pomembno je, da s tem mladi dvigujejo kompetence tujega jezika, ki imajo seveda ob stiku z mladimi drugih držav priložnost, da lahko upravljajo nek tuj jezik. Na ta način mogoče začnejo tudi bolj razumeti pozicijo drugih, neke druge kulture, drugih držav. Hkrati pa to priložnost tudi za vas, če imate kakšno svojo organizacijo, na ta način dobite lahko tudi neko dodatno mednarodno dimenzijo, s tem, ko se povežete z eno drugo organizacijo v drugem koncu Evrope, imate pa še mednarodno partnerstvo, recimo. Zelo pa se tudi prizadeva ta celoten ukrep za nek prenos različnih praks med formalnim in neformalnim poklicnim izobraževanjem ter zaposlovanjem in podjetništvom, torej da se nekako mlade v smeri s tem dobijo nek ključne kompetenci, da so kasneje bolj zaposljivi. Da se tudi nekako vi znotraj projektov probate nekako postaviti nekaj sodelovanja recimo s temi različnimi sferami, torej in tako s šolo, s kakšnim podjetjem, Hkrati pa, ne vem, če ste vsi slišali, obstaja orodje YouthPass, to je v bistvu nek certifikat, ki ga izpolnite po zaključenem projektu in je v bistvu dejansko orodje za prepoznavanje kompetenc neformalnega izobraževanja. Komisija se zelo prizadeva, da bi bil večji poudarek in da bi ga recimo začeli tudi mladi uporabljati kot prilogo, ne vem, tudi recimo prošnjem za službo, da bi poleg življenjepisa, kjer opisujejo recimo doseženo izobrazbo in to vse, kar znajo, kot dokaz na en način, kakšne so neformalno pridobljene
veščine, ki so jih osvojili tekom življenja, prelagali tudi Youth Pass. Torej, ja, tudi za Youth Pass si prizadeva komisija znotraj tega ukrepa. Ok, zdaj pa, da ne bom predolga, to smo že dosti omenjali. Cilj celotnega ključnega ukrepa 1, torej učna mobilnost posameznikov in skupin, je doseči neke dolgotrajnejše vplive. Tako na mlade udeleženče in prostovoljce, tako na mladinske delavce in osebje, kot na organizacije in politike. Okay. Mogoče, da na začetku čistimo, kateri so pravičeni akteri na področju, kdo se lahko sploh prijavi. To so vse nevladne organizacije, tudi na področju širše, torej lahko so tudi evropske mladinske organizacije, lahko so tudi socialna podjetja, javni organi, torej javni zavodi, lokalne, regionalne, nacionalne ravni in tudi neformalne skupine mladih. Ni treba, da ustanavljate društvo, če imate neko dobro idejo, lahko ste prijavite zgolj kot skupina mladih. Okay. Te druge so tudi možne, ampak so zelo redke. Torej, ja, splošno, vsakršna organizacija iz programskih držav se lahko prijavi, torej programska, tudi Slovenija znotraj programa, organizacije, ki se lahko prijavljajo, smo še prej omenili. To so predvsem vsi so mednarodni projekti. To pomeni, da nujno rabite še enega partnerja iz tujine, z neke druge države. In potem imate lahko aktivnosti tudi s programskimi državami ali pa aktivnosti s sosednjimi partnerskimi državami, torej recimo Vzhodni Balkan, Kaukaz, Iran, Ruska federacija. To pomembno je, da imate eno partnersko, eno programsko državo v tem primeru. Projekti pa lahko trajajo najmanj 3 mesece, pa največ 5 leti. Lahko prijavite, če boste izvajali projekt v Sloveniji, lahko prijavite v Sloveniji projekt, lahko pa tudi izvajate v Italiji, pa še vedno prijavite v Sloveniji projekt. Torej, kraj izvajanja projekta ne vpliva na to, kje prijavljate projekte. Zdaj imam pa bolj podrobno na mladinske izmenjave. Mladinske izmenjave so mogoče mladim najbolj blizu. Gre za neko tradicionalno obliko mladinskega dela, ki v bistvu avtomatično, s tem, ko se dvijeli več skupin mladih, srečajo, avtomatsko se spostavi neko učno polje. Priložnosti za učenje so v bistvu zelo na vsakem koraku. Že s tem, ko morate uporabljati angleščino, italijanščino, nek tuj nematerni jezik, da lahko sploh dosežete nek nivo komunikacije, se dejansko učite. Avtomatično ste soočeni z nekimi kulturnimi razlikami in se morate na te navade prilagoditi. Zato mladinske izmenjave dejansko v Evropi obstajajo že 60 let, malo po drugi svetovni vojni so se razvile. Z namenom takrat predvsem, da bi nekako najprej so bile med Francijo in Nemčijo, ker so si želeli, da bi izpostavili v Evropi mir. In to je seveda treba začeti graditi predvsem pri mladih, da se nekako spoznajo z razlikami, ki obstajajo med različnimi evropskimi državami. Kasneje so bile mladinske izmenjave vse bolj usmerjene v bolj sistematično učenje, v neko sistematično pridobivanje kompetenc. Razvil se je tudi koncept 8 ključnih kompetenc življenjskega učenja, če morda poznate. Torej, razvijanje maternega jezika, izvedenje tvojega jezika, poseganje digitalne pismenosti, tematičnih veščin, kaj imamo še, doseganje socialnih veščin, kulturnih kompetenc, učenje itd. V glavnem, vse to je postavilo okvir osnovanja mladinskih izmenjav, torej usmerjenost v pridobivanje nekih novih znanj za mlade,
tem, ko so pač soočeni z skupinami vrstnikov iz nekih drugih kulturnih geografskih okolij. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da so to v bistvu mladi, stari od 13 do 30 let in zato potrebujejo mladinskega delavca, ki lahko pa tudi star 50. Ampak je pa pomembno, da je pač to oseba, ki razume mlade in ki razume tudi proces učenja, da nekako vse aktivnosti, ki jih nameravate organizirati znotraj mladinskih izmenjav, nekako smiselno strukturira na način, da bodo mladi čim bližje, da bodo v bistvu mladi lahko tudi soustvarjali celotni program in se potem največ naučili. Vedno je pomembno, da so projekti mladinskih izmenjav dejansko projekti mladih, ne projekti za mlade. Vedno morate biti pozorni, da se tudi mladim priložnost, da izrazijo, kaj jih zanima, da mogoče na podlagi neke analize, laične analize svojega lokalnega okolja spoznajo, kaj jim recimo manjka in na ta način skupaj z vami, recimo, če boste mladinski voditelji, mladinski delavci, nekako oblikujejo projekt. Torej, ja, zelo lučni projekti so, ker se res čuti, da so mladi so kreirali izmenjave. Pri nas recimo imamo ogromno projektov, ker mladi pogrešajo neke športne infrastrukturo ali pa si želijo več nekih kulturnih aktivnosti v svojem lokalnem okolju. In na ta način tudi sestavijo urnik, ali da se lotijo potem znotraj obdobje trajne aktivnosti tistih 6 dni, obnavljati športno infrastrukturo, igrišča, parke, ali se usmerijo v to, da bodo recimo okrepili in povabili še kakšna kulturna društva in pa z njimi dejansko ponudila neke kulturne vsebine lokalnim skupnostim, ali se lotijo obnavljati kakšno gozno učno pot. Pač pomembno je, da dejansko na podlagi svojih interesov tudi oblikujejo sam program. Tako da ja, aktivno sodelovanje mladih v vseh procesih projektov je tukaj zelo pomembno. Hkrati pa je treba tudi vedeti, da mladinska izmenjava ni zgolj tistih 8 dni ali pa 6 ali pa 2 tedna, kar traja ta najbolj aktivna faza projekta, ko se mladi z različnih držav srečajo in dejansko pač nekaj skupaj ustvarjajo. Mladinska izmenjava je učna priložnost ravno zaradi tega, ker ima več faz. Zelo pomembna faza je snovanje projekta in priprava na projekt. In ravno tu imajo mladi zelo velik potencial, da dejansko sami nekaj ustvarijo, da se mogoče povežejo z različnimi akterji lokalne skupnosti. Dostkrat se vključi tudi občina. Dostkrat imajo kakšne razprave z zaposlovanjem, pa povabijo še Zavod za zaposlovanje ali pa predstavnike večjih podjetij in jih dejansko vprašajo za mnenje in na ta način bolj nekako zastavijo program. Potem poteka, kot sem rekla, lahko tistih 6 dni ali pa 2 tedna, ki se dejansko srečajo v skupine mladih in različnih držav. To je treba tudi povedati, da urnik ne oblikuje zgolj prijavitelji. Recimo, če se bi odločili pa tlele lahko organizirajo mladinsko izmenjavo, to ne pomeni, da morate vi za vse poskrbeti z vašo skupino mladih, ampak morate enak delež odgovornosti priložiti tudi na pleče vseh vaših partnerjev, torej da tudi skupine mladih v drugih državah enako v bistvu prisostvujejo pri oblikovanju končne vsebine izmenjav. In dejansko so najbolj uspešni projekti in tudi največje zadovoljstvo vseh mladih je ravno tam, ker ima v bistvu vsak mlad, ki v bistvu sodeluje pri mladinskih izmenjavah, enako priložnost, da se izrazi. Velikokrat recimo se potem s partnerji urnik programa razdeluje tako, da vsak dan recimo vsebinsko zapolni en partner, recimo. Zelo lučni so kakšni dogodki, ker imajo recimo zvečer kakšne kulturne predstavitve svoje države ali pa svojega lokalnega okolja.
da se to združijo tudi s kulinariko. In to so res zelo take, tudi lahko zelo vsebinsko močna doživetja za mlade. Tudi tle zelo spodbujamo, da poskušate počevati mlade z malo priložnosti. To so v bistvu mladi, ki nimajo enakega dostopa do različnih vsebin, kot pač poprečni mlade v vašem okolju. Ali so to invalidi, ali so to socialno ogroženi, ali so to, ne vem, potomci ali pa dejansko tudi migranti, ki so se šele preselili v kraj in jim je vse novo in znali dobro jezika. Pač zelo pomembno, da imate nek posluh tudi za te bolj ranljive skupine mladih in dejansko probate govoriti in vključiti v te vaše projekte in date tudi možnost, da dejansko se tudi oni izrazijo. Dotkrat, ko beremo zaključna poročila, so mladi, ki grejo lahko tudi prvič nekam v tujino in pa na koncu piše, da to je bil najlepši teden v njihovem življenju. Glavnem, lahko so zelo lepi projekti, če prisluhnete mladim pa tem, kaj se pač dejansko želijo in tudi poskušate vplesti tako skupino mladih, ki pač nima toliko priložnosti, da potuje v Evropi, recimo. To je to. Dosti tega sem že imela, pa zelo pomembno je uspešno in enakovredno enakopravno sodelovanje z vašimi partnerji. Dobro je, če ima podobne interese kot vaša organizacija, ker ste pač tudi potem mladi nekako bolj poklopijo, ali pa ne, ampak ja, pomaga, no, vstaj vi lažje snujete projekt, če zaupate partnerjem v tujini. To je to, kje jih lahko iščete, če v primeru, da nimate že obstoječih partnerjev, obstaja tudi neki urodi, nekih je naredila komisija, recimo baza Otlas, pravila Salto. Otlas potipkate v Google in potem lahko tudi po različnih tematikah iščete partnerje. Recimo, če vas zanima ekologija, tam označite področje ekologije in potem vam iskalni vrže van recimo vse organizacije v Evropi, ki so aktivne na področju ekologije. Če se želite ciljno sodelovati bolj z organizacijami iz ene države, pa se označite državo in vam res lahko ciljno vrže van primerne organizacije iz države. Potem obstaja tudi Eurodesko, pa baza partnerjem, tudi tam lahko iščete. Hkrati pa vas bi tudi povabila na tem, da spremljate tudi naše objave, namreč nacionalna agencija Erasmus+, Zavod Movit, dejansko sodeluje v mreži z drugimi nacionalnimi agencijami po Evropi in na leto organiziramo res ogromno pošeljujočih aktivnosti za vas, mladinske delavce. Tako da ste vabljeni, da se pridružujete tudi recimo teh naših seminarjev. Mnogo od njih je recimo smerenih v oblikovanje partnerstv. Tako da imamo zdaj v septembra bomo tedensko objavljali različne priložnosti seminarjev usposabljen po Evropi, tako da vabljeni, da se jih udeležite. In pa vse objavljeno na naši spletni strani, ali pa recimo vsak teden pošiljamo tudi mailing liste, tako da ste ravno prav govorili. Aha, ja. Če niste še naročeni, elektronski iskrice se reče našim tedenskim novičkam. Čez poletje malo počiva, ker tudi dejansko aktivnosti malo manj. Ampak lahko se jim na naši spletni strani dejansko prijavite in potem tedensko dobivate. In so v bistvu res vse aktivnosti brezplačne, edino 10% potnih stroškov. Jaz bi samo nekaj vprašal, glede tega iskanja partnerjev, me zanima. Se partnerji, recimo v teh spletnih straneh, ki ste jih omenili, odzivajo potem na neke pobude, ker mi recimo, jaz pač predstavljam organizacijo Zavod, smo se prijavljali na norveški mehanizem, ne? In zdaj, ne vem, so nas že drugi upozorili, ampak vseeno smo provali, ne? Pač tam je nekaj liste teh organizacij kontaktirati, ni bilo ravno nekega odziva, ne? Pa me zanima, ali je to drugače potem pri teh. Jaz sem mogoče malo
kratkotrajnejši, manj zavezujoči projekti. Norveški mehanizem je tudi dosti kompleksna stvar, ne, mogoče se kjer organizacija tudi ne čuti zelo kompetentna, da bi sodelovala. Ne vem, pri nas itak, da ni takoj vsako že takoj kemije, no. Jaz tudi ne moram reči, kakšne statistike, kako bi... Ne, statistike, kako po izkušnjah, ne vem, če vse odpišejo, ne bomo sodelovali. Če vsaj nek odziv, ne vsaj. Načeloma bi mogli, ker v bistvu v bazi Otla so organizacije, ki pristane na to, da so tam objavljene, z namenom, da jih bodo kontaktirali v bistvu z drugih organizacij po Evropi ali pa iz širše evropske regije. Tako da načeloma bi mogli biti motivirani za to, da mednarodno sodelujejo. So tam po svoji volji. So po svoji volji. Je pa res, da mogoče prvo res ne boste imeli sreče. Doskrat je pomembno, da se prej z njimi tudi malo poskali, poslišite, da res vidite, da so zavezani projektu. Ker doskrat so res kakšni zelo entuzijastični, recimo pri nas v Sloveniji, potem so pa partnerji nezanesljivi, pa odpovedajo v zadnji hip. Tako da to se dajte prej že dobro zazihrati, no? Da so tudi partnerji enako motivirani. Je pa zadnji čas, da recimo najlažje po mojem dobiti partnerje iz Turčije. Iz Turčije? Tudi ki so radi pridejo Tako da ja, mogoče pa lahko tudi med sabo malo. Na tej regiji, ne vem, lahko vprašate tudi stinote, če imate, za kakve partnerje posodite. Ker je najboljš, če so kakšni preverjeni, no. Je pa res, da se partner gradi na dolgi rok, ne. Fajn je, da se tudi živo s njimi srečate in pol, ne, da se nekako... Doskrat se vsakič pol, vsake poletje prijavi en projekt, pa si vračajo potem obiske. To so zelo lučne izkušnje. Sodelujejo že res po 10 let in so že res prvi partneri in prijatelji. Mladinske izmenjave so tudi zelo, za moj občutek najbolj v bistvu dejansko enostavna aktivnost in so dejansko lahko dostopna aktivnost za vse nove organizacije, ki si želite imeti neke mednarodne projekte, v katerem pomočevali mlade. Zelo pomembno pa je, vseeno veste, da mladinske izmenjave niso turistične ekskurzije. Ne? To je dejansko vse fajn, pejte pogledati, vsak kraj je zelo lep, ne? Če znate, ima lepo naravo ali kulturo, zgodovino. Ampak poleg tega, poleg teh turističnih znamenitosti, je pomembno, da se zavete, da dejansko morate nekako omogočiti mladim tudi nekaj učne priložnosti. Da se vsaj del dneva dejansko nekaj strukturirano učijo. Ne tako šolsko, tako je zdaj vam nekaj razlagam, ampak dejansko, da lahko participirajo v obliki različnih delavnic, pač upravljate aktivnosti, ki so jim blizu, ali da so sami kreativni, ali da sami kaj raziskujejo. Ali da pač, dajte jim priložnost, da se izrazijo. Ne bodite tam kot predavatelj. Ali pa tudi ne pošljite jih za cele 3 dni na plažo, to tudi ni v redu. Tako da tudi niso, recimo, razni festivali, turneje. Pač pomemben je namen, da pač dejansko boste upravljali to, da je neformalne učenje, da ni mladinska izmenjava zgolj predveza, da izvajate neke svoje zelo ozko usmerjene namene, društvo ali pa zavod ali pa karkoli pač, Zgolj še na hitro predstavitev meril upravičenosti, da veste, kakšen je okvir možnega znotraj mladinskih izmenjav. Govorili smo prej, da projekti trajajo od 3 mesecev do 2 let, ampak sama aktivnost, torej ta najbolj razpoščen del projekta, kjer se res skupine mladih srečajo, pa mora trajati od 5 dni do 21 dni, plus dnevi potovanja. Torej morate imeti, če želite pojaviti uspešen projekt, vsaj do 5 polnih dni enega strukturiranega programa po dnevih. To je to. Izvajate lahko kjerkoli, to sem že prej rekla, lahko tudi v sosednjih partijskih državah, v Bosni, v Ukrajini. Prej ni bilo tako, ne? Prej bilo 6 dni.
Jaz sem prej se prijavil in sem morali svoje države izvajati. Ja, na začetku zadnji 2 leti programa se pa lahko tudi po kakšni državi. Tako da ni nujno, če vi prijavljate, da morate izvajati aktivnost v Kopru, lahko izvajate. Lahko v bistvu organizacije taktizirajo, gledajo, kje države več znarja. Se to delajo. Prijavljamo v Turčiji, tudi izvajamo v Sloveniji. S tem, da zdaj lahko vem, da za zadnji prijavni rok je kar dosti sredstev, se vam še splača, letos očitno. Organizacije še malo tipljajo, nov program. Tako da za 3. prijavni rok imate kar možnost, da ste sprejeti, če vsaj malo veste, kaj morate prijavljati, oziroma kako izgleda dobra mladinska izmenjava. Tako da da nas to ne zaveze. Koliko so stari udeleženci? 13 do 30 let. To je to. Pa še število udeležencev, to morate paziti. Najmanj jih mora biti 16, pa največ 60, s tem na pozor, vsaj 4 mladi na skupino morajo biti vključeni v projekt. Torej, če imate zgolj dvostransko mladinsko izmenjavo, morate imeti vsaj 8 mladih na skupino, tudi dosežete minimum 16 udeležencev. Možnost imate tudi, sploh če ste nov prijavitelj, pa če res ne poznate vaših partnerjev, da preden izvedete aktivnost, pripravite tudi pripravljalni obisk. To pomeni, da obiščete lokacijo, kjer se bo izmenjava odvijala in seveda na ta obisk povabite tudi vse vaše partnerje, to je tiste koordinatorje iz tujine, plus lahko pride zraven tudi en mladi udeleženec. In se dejansko lahko za 2 dneva srečate in dejansko odrečete še zadnjih podrobnosti glede potem aktivnosti. To je to v mladinskih izmenjavah. To zelo svežo publikacija je, ker še nima lahko vzamem, tele je res po fazah, dobro razdelano, kaj je potrebno paziti, ko izvajate projekt. Tudi, če ste recimo res prvi soočate s tovrstnim projektnim delom, publikacijo smo pripravili z 2 res izkušenima trenerjama, imate dosti nasvetov, kako pelati projekt, kako motivirati mlade, ki so recimo res skozi celo leto z vami pri projektu, da se ne vmes dolgočasijo, počakate na rezultat recimo. Kako načrtovati leto. V glavnem, tak uspešen priročnik vam mogoče koristi tudi pri snovanju drugih projektov, mogoče ne zgodno za mladinske izmenjave. Prelistite, če vam bo izkrediral spravo. Mislim, imela bi še eno vprašanje, če lahko nisem reči dobro razumela tle, kar se tiče partnerjev in programskih državnikov, zakaj zvemo, pa biti najmanj vključeni. Tako. Od tega je ena prijaviteljica, se pravi programska država, in ena pač partnerica ena pa kjerekoli. Lahko je druga programska država, torej ali je to država EU, ali je to Norveška, ali pač, programska država je tista država, ki ima nacionalno agencijo. To je razlika, Partnerske so pa v bistvu države, ki mejijo na Evropsko unijo in se želi Evropa pa z njimi vzpostaviti nek most sodelovanja. Ampak tam pa nimajo nacionalnih agencij, tako da morate v vsakem primeru, če boste sodelovali recimo Srbijo, pa projekt prijavljati vi k nam, ker Srbi ne morejo več prijavljati projekta. Včasih so ga lahko v Bruselj, sedaj pa niti tega ne more, tako da morate vedno potem vi prijavljati projekt. Lahko greste pa v Srbijo izvajati. Vse, če imate še vprašanje, da tudi na koncu. Da tudi individualno, jaz imam danes čas. To je to. Zdaj smo govorili o skupinski mobilnosti, učni mobilnosti za mlade. Evropska prostovoljna služba je v bistvu individualna mobilnost mladih. Lahko je tudi skupinska, ampak načeloma je celoten koncept tak, da gre neka mlada oseba, neko drugo državo, neko drugo kulturno državo za dlje časa. Mladinske izmenjave so kratkoročna oblika mobilnosti, Evropska prostovoljna služba je pa načeloma projekt, ki traja več kot 2 tedna. Torej, mlada oseba je tukaj vsaj 2 tedna, pa največ 1 leto. Torej, v nekem drugem okolju je vključena v delo neke organizacije in hkrati se trudi čim bolj vključiti v lokalno okolje svoje organizacije, ki gosti prostovoljca.
Tok na kratko, ja, vse sem že definirala. Za tiste mogoče res, ki mi poznate, se drugače tudi Spine imajo tukaj prostovoljko, ki izgledati se tle okol. Tako da ja, tudi to so pač prostovoljci, ki pridejo iz nekega drugega kulturnega okolja in se dejansko potem vključijo v vsakodnevno delo organizacije. Ne? Tako zdaj Krpin organizira to predstavitev, se pa prostovoljci pač v svojih očeh vključiti v te aktivnosti. Ja, vidimo je pa pomembno, da se zavedate, da gre za sodelovanje prostovoljca, pošiljajoče organizacije in gostiteljske organizacije. Torej, tudi tukaj pri teh projektih potrebujete partnerjev, ki v bistvu vam pomaga zbrati ustreznega prostovoljca in potem pride ta prostovoljc k vam. Lahko pa tudi zgolj, če imate dosti mladih, ki si želijo izkusiti tujino, pa nima dovolj denarja, lahko tudi vaše mlade iz vaše organizacije pošljete pa neko drugo državo. Pač logika je enaka. In lahko tudi vi prijavite projekt, pa gre tam mladci nekaj Nemčijo, recimo. To pomembno pa je, to je res posebnost pri IBS, da so vse vključene organizacije kreditiranje. Kaj to pomeni? To pomeni, da morate pred prijavo projekta, torej vsaj 6 tednov pred prijavo projekta, vložiti obrazec za akreditacijo, ker dejansko pišete vaše zmožnosti, kaj lahko kot organizacija ponudite prostovoljcu, kakšno podporo mu lahko nudite, koliko ljudi imate zaposlenih. V glavnem, gre za postopek, ker v bistvu tudi mi iz nacionalne agencije sodelujemo in pošljamo tudi akrediterja na obisk, da dejansko tudi živo preveri, kakšne so vaše kapacitete, da uspešno izvajate te projekte in potem imate odobreno akreditacijo. Zdaj po novem traja tudi 7 let, torej celotno obdobje trajanja programa. Lahko pač merno gostite oziroma pošiljate prostovoljce v tujino. Spet je pa zelo pomembno, da se zavedate, da je namen IBS, da prostovoljcu omogočajo učne izkušnje, da bo v bistvu dejansko krepil neke svoje kompetence in da bo, kar se najbolj vključen v lokalno gostiteljsko okolje. Torej, da bo tudi lokalna skupnost imela nekaj od tega, da pride res ena tuja mlada oseba v to okolje. Izkušnja, ki imamo mi, recimo, zdaj, že nekaj časa spremljam ta IBS, 5 let nazaj, recimo, so bila zelo kakšna zaprta, tudi že napol vaško-ruralna območja, ker res niso imeli dosti stikov z mladimi iz tujine, sploh ne, recimo, in govorijo, da najprej so zelo debelo čudno gledali te mlade, ki so prihajali iz cele Evrope v njihovo organizacijo. Zdaj pa dejansko so tudi mladi iz lokalne skupnosti, tudi starejši, zelo trudijo komunicirati s temi mladimi, da jim vabijo na trgatve, jih vabijo na vse možne aktivnosti, ki jih imajo. In dejansko tudi to so pač opisovali koordinatorji, postajajo tudi ljudje v teh krajih bolj odprti za tuje, neznane. Pač, no, to je namen, no, da dejansko se tudi lokalno okolje nekako sensibiliziram za te medkulturne izkušnje. Ok, ključni akteri, to sem že hitro imela, pač pomembno je partnerstvo med prostovoljcem, pošiljujočo organizacijo, gostiteljsko organizacijo. Pomembno pa je, da ima vsak tudi v pošiljujoči organizaciji in gostiteljski organizaciji mora biti nek dober koordinator, ki nudi potem prostovoljcu administrativno podporo. V gostiteljski organizaciji prebava vloga tudi ta, da dejansko prostovoljcem tudi seznani z jezikovno podporo, omogoče neki jezikovni tečaj. To vedno paše zraven, kamorkoli boste šli, če greste v Grčijo, in potem tiste organizacije, recimo, prisiljeno
dolžna zagotoviti učenje jezika. In po novem, kar je v redu, je v bistvu ta dejanski tekoreči tečaj tudi plačan strani programa, so namenjene dejansko posebno sredstva v učenje jezika. To je to. Pa je pomembno, da koordinator ima neko tehnično podporo, da pač skupaj s prostovoljcem ugotovita, kakšne so prostovoljčevi interesi, želje, kaj se želi naučiti in skupaj z njim nekako oblikuje kulturnik, nalog z nekimi konkretnimi učnimi cilji. Poleg koordinatorja je v projektih IVS zelo pomemben tudi mentor. To je pa oseba, ki je tam, da nudi recimo prostovoljcu dejansko neko močno osebno podporo, da je z njim v prostem času, mu razkaže lokalno okolje, priloži za prebivanje prostega časa. Hkrati pa dobro razume tudi učni proces in z njim tudi na koncu sodeluje pri izpolnjevanju Youth-Puzzle, to je pač to potrdilo, ker smo govorili, kje je tudi pomoč, da lahko vsak, ki sodeluje v teh projektih, dejansko ve in reflektira, kaj se je naučil tekom pač teh dni, tednov, mesecev, ker je sodeloval v projektih Erasmus+. Kakšna so merila upravičenosti? Prvi nujen pogoj je ta, kot sem že prej omenila, da morajo vse organizacije, tudi vaša partnerska organizacija, ki vam recimo pošlje prostovoljca, mora biti na dan prijavnega roka akreditirana. Sam projekt pa pač traja od 2 do 12 mesecev, lahko pa tudi zgolj 2 tedna, od 2 tednov do 12 mesecev, so v bistvu dolgi projekti, ki vključujejo mlade z manj priložnostmi. Ali pa tudi projekti, ki vključujejo več kot 10 mladih. Torej, vsi skupinski projekti so tudi te kategoriji. Ker je tudi možno, da imate recimo čez poletje, ker več aktivnosti, skupino mladih, vam pomaga pri izvedbi kakšnega festivala. Poleg tlele v Kopru, recimo zgolj mesec in pol. Ampak jih morate imeti več kot 10. Torej 10, 11, 12, to. Kje se lahko v bistvu izvajajo IVS projekti, logika je enaka, pač lahko, če boste prijavili projekt k nam v Sloveniji, lahko izvajate projekt tukaj, lahko pač pošljete prostovoljce nekam tujino. Pač spet je pa razlika ta, da pač Srbi lahko, recimo spet sem Srbi vzela, lahko tudi Ukrajinci, v bistvu oni projektov ne morejo prijavljati. Je razlika ta, da morate, da oni v bistvu sam ne morejo prijavljati in izvajati projekte, lahko pa pošiljajo prostovoljce. In tudi vaši prostovoljci gre tako Srbijo, ni velikih razlik. Kdo so lahko pravični udeleženci? Tle je starostna meja malo večja, višja. Pri mladinskih izmenjavah smo rekli, da lahko sodelujejo tudi mladi stari 13 let. Tle morajo biti stari 17 let in na dan prijavnega roka ne smejo biti stari 31 let, torej do dopolnjenega 30. leta. Hkrati lahko gostite največ 30 prostovoljcev. Zdaj recimo, ko smo imeli prostovoljno košarkarsko prvenstvo lani, se mislim, da prijavili projekt. Ampak tega se prijavili še k nam, ker so imeli manj prostovoljcev, ampak dejansko so najbolj poskušali prijaviti tudi v Bruselj, ker so predvidevali, da bi bodo gostili 50 krati. To je številka, ki je morali potem za te večje projekte predstavljati neposredno v Bruselj. Tudi tu imate možnost izvesti nadaljevanje pripravljalni obisk. Ista logika, lahko pride pač koordinator iz vaše partnerske organizacije, recimo že ta bodoči prostovoljec, pa si dejansko lahko skupaj ogledate, kaj bo pač tam mlada oseba pri vas počela. Lahko tudi, če malo korigirate v plane. To se lahko poslužite tega, ker pač sploh, če mlad udeleženski gre mogoče prvič v tujino za dlje časa, kaj priporočamo izvedbo tovrstnih pripravljalnih obiskov. To je to o IVS-u, če imate še kakšno vprašanje.
vprašate. Okay, potem gremo pa še na tretjo aktivnost znotraj ključnega ukrepa 1. Da se spomnim eno vprašanje izgleda. Ja, če obstajajo kakšne strani, kjer bi mladi lahko najdli priložnosti za IDS, ker vemo, da tale stran, kjer so vse akreditirane organizacije, dosti prek to, ne vem, ali jih ne izvajajo, ali so že zasedeni in tega podatka ni. Je v Sloveniji kakšna stran? Eurodesk pomaga, iskati te prostovoljne prosta mesta. Pa zdaj tudi Evropski mladinski portal, ta nova stvar, kjer pač lahko najdete organizacije po celej Evropi. Dejansko se pripravlja, pa je neka skupna baza, ki bo v bistvu, ki bo vidno, kakšni projekti so sprejeti po celej Evropi. Ker zdaj imamo problem, ki za te naše nacionalne agencije ne vidimo projektov, ki so sprejeti v Nemčiji. Ko včasih smo lahko vsaj rekli, je kjer klicov, pa smo rekli, bomo preverili in smo lahko gledali, koliko projektov in kjer organizacije so timo sprejeli pač prijavili IDS projekt, ko so rekli, da je tem pisati mogoče imajo, partnerstvo. Smo lahko tudi pogledali, kjer so imeli partnerstvo v Sloveniji in so lahko, če niso imeli še zasedenih mest, pol tudi svetovali prostovoljcev. Zdaj zaenkrat, ker je program nov, vse se zelo digitalizira in se postavlja sistem dejansko na novo, te možnosti še ni. Dejansko ni način je, da se verižen mail pošle pol s tem možnim organizacijam v tej državi, če imajo mogoče kakšno prosto mesto. Zaenkrat. Ampak jaz upam, da se bo to izboljšalo. Ker ja, ene stvari so bile v prejšnjem programu boljše, ampak niso bile pa toliko digitalizirane in so bile mogoče pa lažje. Zdaj sem bil vse prek ene velike baze in niso narejene še uspešne podbaze, ker bi lahko bolj predstavo strvalo. Ok. Dobro, zdaj sklepam, da ste tukaj tudi mogoče eni, ki vas zanima, da bi šli na mladinsko izmenjavo, ampak mogoče ste pa tukaj tudi tisti, ki ste dejansko predstavniki organizacij, ki delate z mladimi. Za vas, kot mladinske delavce, so na voljo tudi podporne aktivnosti, ker krepite svoje lastne kompetence. No in te aktivnosti tudi niso starostno omejene, torej niso namenjene zgolj za mladim. To so aktivnosti, ki imajo cilj res krepiti znanja vas, ki delate z mladimi, da boste lahko bolj motivirani, da boste pridobili kakšne nove metode ali pa nova partnerstva, da boste lahko v prihodnje bolje bolje prijavljali projekte, pa tudi bili bolj uspešni pri vsakodnevnem delu z mladimi, recimo. Znotraj teh različnih aktivnosti imate res celo plejado možnosti, kaj se prijavljate. Lahko gre za skupinske projekte, kot so seminari, usposabljanje aktivnosti, usposabljanje partnerstv, študijske obiske, ker se recimo res mladinski delavci iz različnih držav vidite na enem mestu, lahko vas je tudi 50 na kupu in skupaj res poglobljeno obdelujete neko področje delo z mladimi, recimo. Lahko gre pa tudi za bolj individualne projekte, ker gre sem bolj šla k nekom v izmeri izpostavljamo Skandinavijo, ker imajo tam res dobre oblike podpore za mladinsko delo. Recimo se odločite iti na nek študijski obisk, Švedsko, obiskati neko organizacijo, ki vas zanima in ki dobro dela z mladimi, ste tam lahko 2 tedna. Opazujete, kako ta organizacija deluje z mladimi. To je pa pač individualna slika tega projekta. Splošne merilo upravičenosti, spet prijavitelje vsakršne organizacije iz programskih držav, spet vsaj 2 organizacije iz 2 različnih držav. Lahko se deluje tudi seveda s partnerskimi državami. Trajanje projekta pa so podobno od 3 mesecev do 5 let. Aktivnosti lahko trajajo skoraj 2 dni, če predvidevate, da je to dovolj. Lahko pa tudi polna 2 meseca, recimo, brez časa potovanja. 2 meseca predvsem za kakšne študijske obiske, ki sem jih prej izpostavila.
In tudi dobra stvar tega je, da ni starostne omejitve, lahko pa vključite do 50 udeležencev. To so pa različni mladinski učitelji, trenerji, vse skupaj zajeto v to skupno število. Kar je tle zelo pomembno, da veste, je to, da dostakrat imamo projekte, ki imajo recimo 4 različne države, sodelujejo v nekem usposabljanju in potem iz vsake države pošlje po 4 udeležence. To ni dober projekt, ni najbolj ekonomičen, ker se predvideva, da bo vsaka država poslala recimo zgolj enega ali 2 udeleženca, ki boste kasneje, ko pridete domov, dejansko to znanje, ki so ga pridobili na aktivnosti, uspešno prenesli na svoje kolege, ali pa tudi recimo svojo lokalno skupnost, mogoče kakšne druge organizacije v lokalnem okolju. Tako da ne prijavljati recimo usposabljanja seminarjev, ki imajo nekak strukturo mladinske izmenjave. Videli boste, tudi za te projekte so namenjene nekoliko višja sredstva na dan udeleženca, ampak pač to je predvsem zaradi tega, ker so tudi oblike aktivnosti vsebinsko bolj kompleksne. Velikokrat, recimo za vzpostavljanje, morate najeti še kakšnega zunanjega trenerja, ki ga morate dodatno plačati. To je nek strokovnjak, ki vlada, recimo, ne vem, kako vključevati mlade v delo z mediji, recimo, in poznajo konkretne metode, no, za tega pač res pavšali višji. Ja, ampak vseeno ne prijavljati projektov mladinskih izmenjav v projekte mobilnih mladinskih. Torej to je zdaj nek povzetek proračuna, kar smo bili tu. Pri vseh projektih ste upravičeni do potnih stroškov. Potni stroški se zdaj po novem računajo po pavšalu. To pomeni, da označite kraj bivanja vseh udeležencev, pa označite vsaj poseben digitalni kalkulator na strani Evropske komisije, kjer dejansko ocenite zračno razdaljo med krajem aktivnosti pa prebivališčem vseh teh udeležencev. No in potem na podlagi te ocene razdalje pogledate kakšne tukaj, kjer kategorijo pač sodite. In pri mladinskih izmenjavah so zneski malo nižji, ker se predvideva skupinsko potovanje, skupinske popuste, pri VS-u pa mobilnosti mladinskih delavcev, ker gre res za bolj individualna potovanje so veliko višje. Če boste ekonomikni in boste res uspeli dozno prej rezervirati vozovnice, potovali boste z nizkocenovci, če vam tukaj pristaja, je to pač, so to vaše sredstva, ki jih lahko razdelite med udeležence ali pa ostanem vam prijaviteljem. Lahko so eno vprašanje, kako se zdaj to dokazuje, ker to so pavšali. Je potrebno še vedno vse račune imeti? Račune morate imeti za lastno evidenco, če pride revizija, skladu z tudi nacionalno finančno zakonodajo. Tako da račune... Kaj gre v poročilo? Poročilo pa ne grejo. Samo vozovnice? Ja, poročilo gre pa zgolj obvezna priloga je lista prisotnosti, ker se vsak udeleženec podpiše in s tem tudi jamči, da je potoval. Je pa res, da 2% vseh projektov, zaenkrat samo 2%, bo tudi izbranih, da se dejansko tudi, to bo naključen izbor, ki ga računalnik naredi, da bo mogli pa predlagati tudi ostale račune. In bo mogli nekako res dokazovati, da so potovali. Je pa dovolj tudi podni nalog. Zdaj ponovno lahko celo potujejo z avtomobilom. To je v starem programu nemogoče, ker ni bilo nevarno. Tudi velika povezanost skupin. Skupina je dosti bolj diha, recimo, če moram res zamenjati, da je bila predlako na letališča, pa na avion, pa spet na bus, do kraja aktivnosti, recimo. In se zelo lahko poveže, ker je to tudi sama učna izkušnja, samo potovanje. Zdaj, če se bojo, recimo, mladi naložili v 2 avta in upravili to razdaljo z avtom. Kako se potem to obračuna, obstaja kakšna kilometrina določena?
Tukaj imate vi svojo interno knjižno. Ja, tako da ja, to je zdaj dosti bolj svobodno na nek način. Hkrati pa vseeno opozarjamo, da ne s tem potnimi stroški, no, vseeno morate imeti neko realno podlago. Sprašujem za to, recimo, da je pošal 80 €. Realna pot in stroški, ki jo ima oseba, znese 60 €. Kam gre razlika? Ker ti nimaš računov, ampak ti nimaš računov za 80 €, ampak jih imaš za 60. To morate pač poknjižiti, ne vem, se morate vprašati, da so računovodki, ne vem, kaj pa računovodjo. Ma se da potem teh 20 € da kakšne druge stroške projekta? Z druge stroške projekta bolj ne, ker to je ločen pavšal in med pavšali in smete prenašati. Ker po te logiki jih ne moreš porabiti. Lahko jih imate pa, ne vem, lahko jih poknjižite kot prihodek v organizaciji. To morate z računovodjem. Ni pa v glavnem tako, da mi se ne spuščamo. Ampak ni pa tako, da ti vnaprej celoten pavšal nakažeš v sebe, v deležencu in potem je na njem kako porabe. Lahko tudi. Lahko ostane to njemu, ne, teh 20. In pa imate vi tudi dokazilo, mi smo nakazali 80 €, ne, imate dokazilo, da ste to nakazali, pač pa če vam pride čez cenej. Samo kaj pa, kakšni so pa kaj odzivi, glede na to, da prej je mogel deleženec prispevati 30% potnih stroškov, ne? In da je to na nek način tudi obvezalo, mogoče malo več resnosti. Ja. Mislim, zdaj, če dobil vse za vse organizacije te kličajo. Te pavšali tukaj, ne, niso li zelo visoki, sploh za mladinske izmenjave, ne. Da prideš z 80 €, recimo 500 kilometrov, ne vem, Dunaj, pa v mestu moraš še, ne, ful prevoz omenjati, ne, sploh če nimaš v glavnem mestu aktivnost, ampak nekje gor, je to lahko zelo malo in je še vedno nekak predpostavka, da se sofinancira. Tako da po mojem bo prej varianta to, da bo treba doplačati, ker da bo res bolj ostajalo, ne. Tako da ja, bomo pa, mislim, za vse sprejete projekte organiziramo tudi finančne delavnice, ker ste res lahko podrobne seznanjate tem pravili, da bo vse jasno. Ok, sem na hitro, za vsakega udeleženca, ki je vključen v mladinsko izmenjavo, dobite 34 € na dan na udeleženca. Hkrati pa ste upravičeni tudi do posebnih potreb, torej, če imate kakšne invalide, ki potrebujejo posebno nego, lahko zaprosite te stroške, pa če imate kakšne spize ali pa predhodno žrtvovanje obiske, jih zabeležite tudi izredne stroške. Za IVS, če se boste odločili, da bi vaša organizacija gostila IVS prostovoljca, vsak mesec dobite 580, ne 80, to sem prepisala, sem mislila bolj podrobno napisati, pa sem narobe napisala. Sem mogoče tako pravi, no, se ni valjno. Glavno, vsak mesec, ko gostite prostovoljca, dobite za bivanje, prehrano, njegove stroške, dela, recimo 580 na mesec, na udeleženca. Hkrati pa vsak prostovolj dobi tudi neko minimalno žepnino. V Sloveniji ta znaša 85 €. Kot rečeno, to ni prispevek za njegovo prehrano, ampak za priboljške, recimo, da obišče kino, koncert itd. Hkrati je letos novost, sem že prej omenila, pri prostovoljcih so zdaj tudi upravičeni, oziroma res še bolj zavezani k tem, da se držujejo jezikovnih tečajev. Vsaka organizacija dobi tudi 150 € za izvedbo jezikovnega tečaja. Tudi pri IVS-u so potem posebni pavšali za posebne potrebe, izredni stroški itd. Zdaj, situacija pri mobilnosti mladinskih delavcev je zelo podobna pri mladinskih izmenjavah, s tem, da kot sem rekla, lahko zdaj za vsakega udeleženca pri seminarjih usposabljenih prejmete 60 € na dan udeležen. To je to. Ok, zdaj pa zgolj na hitro, ne bom predolga, ker to so tudi res mogoče malo bolj kompleksni projekti. Če nas kaj konkretne zanima, me res kar pokličite, ko bomo po telefonu bolj podrobnosti, a pa zdaj po zaključku tega, če vas zanima, recimo projekt strateškega partnerstva. Jaz bom predstavila predvsem transnacionalne mladinske pobude,
ker gre za bolj enostavno obliko projekta. Same strateška partnerstva, kjer se pričakuje tudi vključenost res nekih strokovnjakov, ki kreirajo neka orodja, dela z mladimi, tako je neka nove metode dela, mednaroden portal, ali pa ne vem, kakšen software za delo z mladimi. Res zgolj omenila, da veste, da je to možnost, ampak to so tudi dragi in res kompleksni projekti in jih danes res ne bi. Kot sem pa rekla, za pomoč najbolj simpatični projekti, tudi za vas, če ste bolj recimo prvi prijavitelji, projekti transsocialnih mladinskih pobud. Včasih, kjer tudi mešajo malo z mladinskimi izmenjavami, dejansko gre za isto ciljno skupino. Tudi tukaj je pomembno, da imate vsaj dve ciljni skupini mladih iz dveh različnih držav, ki pa na daljši rok vsaka v svojem lokalnem okolju nekaj skupnega ustvarja. Pomembna je neka družbena participacija teh mladih, torej, da mladi dejansko v svojem lokalnem okolju opazijo, da jim nekaj zelo manjka in se odločijo, da bodo pač nekaj delali na tem, skozi daljše časovno obdobje, več mesecev in se s tem mogoče pa tudi povezali z drugo skupino mladih iz drugega okolja, ki mogoče na tem področju dejansko že vlada neke veščine in lahko gre za nek prenos dobrih praks, za neko mednarodno sodelovanje med temi različnimi skupinami mladih. Zelo pomembno je, da na ta način mladi še bolj izrazito krepijo svoje kompetence, svojo podjetnost in da so dejansko neki vidni, konkretni učinki tako na mladih kot na lokalnih okoljih vseh vključenih mladih. To je to. Imamo tudi projekte medsektorskega sodelovanja na področju mladine. To gre pa za res dolgoročno strateško povezovanje med različnimi sektorji, tako izobraževanja, podjetništva, kot mladinskih sektorjev. To so spet zelo še kar kompleksni projekti. Ampak obstajajo pa skupna merila upravičenosti. Spet je pomembno, da imate partnerje v tujini, enega ali več. Projekti pa morajo trajati vsaj 6 mesecev, so malo daljši, dolgoročnejši projekti, pa do 2 let. Tukaj recimo sodelovanje z sosednjimi partnerskimi državami nekoliko omejeno. Strateška partnerstva so nastala predvsem z namenom, da se mrežijo mladinske organizacije v Evropi, torej znotraj programskih držav. Če nameravate sodelovati s sosednjo partnersko državo, morate res dobro opredeliti, da je njihovo sodelovanje res ključno za projekt in da to, kar oni znajo, ne morate nekjer drugje v Evropi najti in da pač to je pač nekoliko omejeno, torej morate res dobro opredeliti sodelovanje, kakšne, ki niso iz programskih držav. Kar se tiče stroškov, lahko so to zelo dragi projekti. Lahko do 12.500 € na mesec zaprosite. S tem ne moram reči, da te številke so zelo ambiciozne. Sem rekla, da tlele je na letni ravni 450.000 namenjeno za vse projekte v Sloveniji. To so bolj številke, če boste sodelovali, ne vem, s kakšno Francijo, ki ima res večji budžet in tam lahko res tudi mogoče postavite bolj obsežne, bolj ambiciozne projekte in greste res do teh številk. Pri nas dejansko nimamo na voljo tudi nade, da bi podprli projekt za 150.000. Kar pa pripada vsem projektom, če zaprosite, je pa dotacija za management projektne implementacije, torej tudi, če boste izvali mladinsko pobudo, ker bo res skupina mladih v Sloveniji nekaj ustvarjala, pa skupina mladih, ne vem, na Madžarskem. Vsaka od teh organizacij je ponovno upravičena do mesečnega pavšala.
Če boste vi prijavljali projekt in vi koordinirali projekt, dobite za pač celotno delo 500 € na mesec za skupino, vaši partnerji pa 250 € na mesec. In potem toliko dolgo, ko boste izvali projekt, toliko boste vsak mesec dobivali to. Pravični so tudi do potnih stroškov, če se boste, tudi se predvideva, da se na neki točki, ko se projekt že dejansko razvija, tudi srečate z vašimi partnerji, lahko se srečate tudi večkrat. Stroški srečanj so pa 575 € na vsako srečanje. Zdaj, to ni na dan, ali pa ni na razdalje vezano, je pač na obisk. To pa dobi vsako deležen, ki gre nekam, recimo, obiskat vaše partnerje, pa bo možete sami videti, kako vam bo neslo, kako dolgo boste lahko tam s tem spet. To je to. Stroški bivanja, ja, dejansko vaše noter, ta pavšal za celoten obisk. To, kar piše dodatno, je vezano bolj na te masivne projekte strateških partnerstv, kjer se predvideva vključenost strokovnjakov, ki imajo tudi svoje honorarje. Tu so pa posebni pavšali, ampak o tem ne bi predolgo. Ja, so pa tudi dobrodošli, recimo tudi mladi s priložnostmi, ki mogoče potrebujejo posebno podporo in zato lahko tudi posebej zaprosite, ne? Tudi pri projektih transnacionalnih medijskih pobud. To je to na hitro o strateških partnerstvih. Zdaj pa zgolj na hitro še vključimo ukrepe 3. Če ste bolj politično angažirani in nas moti empatija mladih, prijavite projekt pač nekega dialoga na področju politik, ne vem, angažirajte skupino mladih, se povežete župani, mogoče vse te urbane regije skupaj. In pomembno je, da se recimo oblikuje neka strukturirana razprava, ko se srečate recimo, da imate namen organizirati 3-dnevno srečanje, ker boste recimo prva 2 dneva intenzivno raziskovali, razpravljali z mladimi o, ne vem, problem na pamet, problemu zaposlovanja na urbani regiji ali pa, ne vem, o pomanjkanju infrastrukture za mlade v urbanih občinah. In boste skupaj v 2 dneh recimo zelo strukturirano napisali nek program, ki ga bi potem lahko 3. dan predstavili vključevalcem, torej tem pomembnim v vaši regiji, ki lahko nekaj spremenijo. Ne? To je en primer teh projektov, ki jih lahko prijavite. Zelo različno lahko te projekti potekajo. Pomembno pa je, da se mladi res nekako od spodaj navzgor vključijo v oblikovanje nekih lokalnih, nacionalnih, pa tudi evropskih politik, ki zadevajo mlade. To je zgolj za slikavo zelo hitro, če se zanimo, lahko če kasneje. Merilo pravičenosti, ja, v bistvu organizacije so lahko prav enake, kar bo pišemo ukrepu 1. Mladi so pa lahko stari 13-30 let. Ja, lahko imate pa tudi tako nas. To je edini ukrep, kjer imate lahko nacionalni projekt. Ni nujno, da povabite k sodelovanju, recimo, ne vem, vaše partnerje iz Trsta. Lahko imate zgolj, ne vem, Čepina Trevitelj, pa dejansko budete na obali, ni nujno, da imate partnerje. Lahko pa ga imate, ampak ni nujno. To pač pomembno pa je, da imate vsaj 30 mladih. Torej, to morate poskrbeti za to, da boste dejansko, če boste prijavljali tovrstne projekte, vključili mlade. Je to veliko število mladih, torej vsaj za en dober razred. Traja projekt lahko srednjo 40 mesecev. Tu je zelo pomembno, da imate dobre priprave. Rekla sem, lahko traja projekt zgolj, aktivnost lahko traja zgolj 2 dneva ali 3 dneva, ampak
je res pomembno, da ostale mesece pa dobro načrtujete. Mogoče lahko izvedete že kakšne raziskave, kakšno stanje recimo. Zato. Finančna pravila so zelo podobna kot pri medijskih izmenjavah. Za vsak dan dobite 34 evrov na udeleženca. To so polne stroške organizacije. Če imate mednarodni projekt, se pa približite tudi do potnih stroškov. In seveda tudi za posebne potrebe, če imate najbolj potrebe. Ok, to je to. Zdaj smo pa samo še pri prijavnih rokih, da vas hitro seznanim še s tem. Za vse 3 ukrepe, ki sem zdaj hitro predstavila, imate še čas, da se letos prijavite. Naslednji prijavni rok je namreč 1. oktobra, ampak ne več včasih je bilo do polnoči, sedaj je do 12. ure, nič. Teda pazite na to. Ni pa več treba hitreti na pošto, ampak vse prijavljate prek elektronskega obrazca. Tako da napišite projekt kar na računalniku, tudi vaš zakoniti zastopnik, potem, ko boste projekt končali, se podpiše in potem skenirano priložite prijavnico, v glavnem pošta zdaj ni več potrebna. Vse date elektronsko, potem se to izbira na enem serverju tam v Bruslu iz cele Evrope te vaše projekte. Zato, za tiste, ki vam je mogoče 1. oktober prezgodaj, naslednji prijavni rok, 2015, bo predvideno v februarju, ne vemo, ali bo 1. ali pa 2. februar za enkrat te informacije. Potem naslednji prijavni rok bo pa tako zdaj 30. aprila, predvideno, to je 2015. Kar sem rekla, zdaj, ker je vse elektronsko, se mora vsaka organizacija, ki deluje v programu Erasmus+, tudi posebej registrirati na nekem spletnem portalu, ker pridobite predskodo in tam pišete v bistvu vse vaše podatke in kadarkoli boste kasneje izpolnjevali projekt, bo v bistvu polovica podatkov, velik del podatkov, že avtomatično prenesen, ko pišete predskodo, vam dejansko cela stran izpolni samo. Tako da po eni strani je tudi poenostavitev, naravite vedno isti številk pisati v te obrazce. To, kar se tiče izbrskanja za dodatne informacije, najbolj vam priporočam naslednji link, torej našo spletno stran www.api.si. Tam imate opisano, še kar podrobno, vsak ukrep, vse možne aktivnosti, tudi opis prijavnega postopka po korakih, kaj morate narediti v posamičnem koraku. Vsi možni obrazci so gor, tudi temeljna literatura, ker se recimo razni te pomagala, kaj probamo izdajati, da so vam pomoč pri snovanju projekta, ker pa recimo vodnik po programu, kaj takšen, kršpeh. Vse, kar rabite, je gor. Včasih, upam, da vam bo pregledno. Če ne pa kličite, jaz sem tam, da se to po telefonu. Če imate še kakšno vprašanje? Jaz imam samo lahko samo ker je bolj čisto tako. Tle sem videla, da sem kaj pozabila. Za tiste, kar zanima, mogoče IBS bolj podrobno, ali pa da bi sami radi šli v dolino. Smo pripravili bistveno tako na hitro odgovore, vprašanje in odgovore na temeljno vprašanje, s katerimi se mogoče lahko soočate. Tako da, če koga zanima, način to, da se prijatelji. Organizacija kot tako. To je lahko kakšna fakulteta, tudi lahko. Mislim, kot prijavitelj, mislite, ja. To je pač javni zavod, lahko smo dogovorili. Ja, fakulteto. Ali pa zelo fakulteto, ja. Je pa fajn, da mogoče prej še preverite,
opišite projekt čez smisel, ne bi pomembno. Vsak je vključen projekt dejansko, da ima nekaj svojo vlogo, ve zakaj. Kaj pa podjetja? Jaz sem malo zamudila. Podjetja? Podjetja lahko sodelujejo v ključnem ukrepu 2. Tam smo govorili o strateških partnerjih. Ker se razvija neke nove mehanizme, nove metode dela z mladimi. Mora biti pa res tudi sodelovanje podjetij v projektu ciljno naravnano, da dejansko so na koncu neki vidni rezultati, ki so uporabni za področje mladine, mladinskega sektorja. Mogoče bolj smiselno, da prijavljamo projekte kakšnega društva, pa podjetja, ki so sodelujejo.